Te napovedi so tvegane, smo v digitalnem času, vse se snema, vse se ohrani in potem te čez 20 let lahko primejo za besedo. Mislim, da se to ne da. To se dalo sem pri tem magnetogramu, ki je sicer ključni dokument slovenske osamosvojitve, toliko uničevalnih dokumentov. Če mene to vprašal, ali sem pred 20 leti vedel, kaj bo danes, odkrito priznati, da nisem. 20 let nazaj si jaz nisem predstavljal, da bo Slovenija prehodila takšno pot, kot jo je, niti v dobrem, niti v slabem. Naše predstave, vsaj moje predstave takrat so bile precej meglene. Torej, če zdaj govorimo o tem, kako si predstavljamo Slovenijo čez 20 let, govorimo, vsaj jaz osebno, pač govorimo o svojem upanju, oziroma o tem, kaj bi si jaz želel. Da bi Slovenija takrat bila, jaz bi si želel, da bi bila čez 20 let enako varna navzven, kot je danes. Danes prvič živimo v nekem času, ko Slovenijo pravzaprav od zunaj nihče vsaj resno ne ogroža. To znanje okolje za nas, zgodovinsko gledano, najbolj ugodno, od kadarkoli gledamo našo zgodovino za nazaj. In da bi seveda to dejstvo znali v naslednjih 20 letih dobro izkoristiti. Hkrati pa tudi upam, da bomo notranje bolj svobodni, kot smo danes. Bolj svobodni in da se bo brez prepirov pri osnovnih stvareh vedelo, kaj je prav in kaj je narobe. In upam, da bomo morda vsaj ob 40. obletnici dobili spominski kovanec posvečen temu dogodku.